jaz sem že zbirala podatke in imam že material. Jaz mislim, da bi bilo ful zanimivo, če bi pokazali zakulisje debatnih krožkov, pač da bi pokazali priprave med samim tekmovanjem. Ok, to bi bilo pa res lahko zanimivo. Dobro. Tjaša, predlagam, da narediš nekaj intervjujev s svojimi vrstniki. Najprej jih lahko vprašaš, kakšne so njihove izkušnje. Ali se zaradi rabe pametnih naprav in družbenih omrežij kdaj počutijo slabo? Ajde, pej. Šma, pej, dajde. Ne to kucanje, brat. Dolgo nima za burek. Koliko je ti prišla, Ej, midva pa nekaj snimala za šolsko televizijo, pa me zanima, če bi dala izjavo. Kakšno izjavo, brat, jaz ne bom na televiziji. Pa daj Beni Blanko, pa lahko kaj poveš, ti si tak zvezdan. Hvala, da bo dal izjavo. Kaj pa, boš dal izjavo? Dobro, o čem se pa gre? Ok, čakaj, da še malo. Evo, ok je. Ok, prvo vprašanje je, katere aplikacije uporabljaš na telefonu? Ne vem, TikTok, Instagram. Študije kaže, da preživimo 3,5 ure na dan na družbenih omrežjih. Strokovnjaki pravijo, da sta že 2 ure takšne rabe interneta lahko škodljive. Koliko časa pa preživiš ti na internetu? Ja, ne toliko veliko. Se ti zdi, da imaš kakšne probleme, če veliko časa preživiš na aplikacijah? Probleme? Ne, pa meni se ne zdi, da bi mi to nekaj kaj škodovalo. Itak nisem toliko časa na telefonu. Pa si že kdaj opazila, da bi raba družbenih omrežij vplivala na tvoje počutje? Itak je vse to bolj za zafrkancijo. Ti raba družbenih omrežij kdaj krade koncentracijo in spanec? Mislim, ocene vam že kar dobre. Trening mi gre, včasih res malo slabše spim, ampak zato mi starši ne pustijo telefona v moji sobi in ga puščam v dnevni. Fajn je. Všeč mi je, kako si ju spodbudila k razmisleku s konkretnimi podatki. Zdaj pa predlagam, da naredita intervju še šolsko psihologinjo. Pri mladih res opažamo porast duševnih stisk kot direktna posledica uporabe teh novih modernih tehnologij in sicer se nam zdi tukaj zelo pomembno delo na preventivi, da jih naučimo oziroma ozaveščamo o varni uporabi tehnologij, da bi se uspeli naučiti in presoditi, katerim verom, katerim medijem, influencerjem lahko zaupajo, katerim ne. In po drugi strani tudi spodbujamo mlade, da bi govorili o svojih stiskah in težavah, ker pogosto je tako, da dajo občutek, dajo vtis, da je vse v redu, da se jih mogoče kakšna stvar ne dotakne ali jo pa celo označijo kako vsebino kot samo hec, ampak v ozadju so pa pogosto resnejše stiske, občutek izključenosti, strah pred odzivi in tako naprej. Včasih se mi zdi, da bi lahko bil ful boljši v stvarih. Dostikrat nimam fokusa. Visim na Instagramu in sam scrollam. Skozi obsesiram, da moram kakšno fotko deliti. Ko pa odložim telefon, sem pa sam živčen, da bom nekaj zamudil. Vsi se mi tak zdijo bolj uspešni, bolj sposobni, da imajo stvari, ki jih jaz nimam. Veliko govorimo o spletnem nasilju, ki je seveda zelo pereč problem. Po eni strani gre za socialno izključenost lahko, po drugi strani za neko medvrstniško nasilje, ki se dogaja ravno tako na spletu kot v vsakodnevnem življenju. In zaradi obojega mladi doživljajo lahko zelo hude in globoke stiske. Po drugi strani se pa tudi pojavljajo pogosti problemi, težave s samopodobo, zaradi izpostavljenosti mladih tem raznim idealnim podobam, ki se kažejo na spletu, na teh družabnih omrežjih, zaradi katerih potem mladi doživljajo občutke manjvrednosti, sramu, obupa. Vedno, ko nekaj objavim in ful dolgo ne dobim nobenega lajka, postanem živčna. Počutim se grdo. Vse punce se mi vedno zdijo lepše od mene, nimajo mozoljev, bolj so suhe, lepše znajo obleči. Včasih se res počutim slabo v sebi. Kako globoke so pa lahko stiske otrok in najstnikov, ki nastajajo zaradi vplivov družabnih omrežij?
Ja, lahko se tudi zgodi, da je ta čustvena bolečina, ta stiska tako močna, da si kdo tudi želi, da ga mogoče sploh ne bi bilo ali pa da se sploh ne bi več zbudil. In zaradi tega v takih primerih je zelo pomembno, da smo tam v čustveno oporo, da pomagamo osebi ponovno najti upanje, zaupanje v to, da bo našel pot ven iz tega obupa. Ok, čakaj, še malo. Evo, ok je. Družbena omrežja so lahko zabavna in na njih lahko najdemo veliko zanimivih reči, ampak moramo se zavedati, da obstaja tudi odvisnost od ekranov. Ko uporabljamo družbena omrežja, se v nas med drugim sprošča tudi dopamin, oziroma hormon dobrega počutja. Ta vpliva na naš občutek zadovoljstva in motivacije. Če se ta povezuje s prekomerno rabo družbenih omrežij, imamo lahko čez čas problem, ki se imenuje odvisnost od ekranov. Zato se moramo vsi seznaniti s tem, kako na zdrav in varen način uporabljati pametne naprave in internet. No bad. Na vprašanje, kako družbeni mediji vplivajo na njihovo telesno podobo, je 46% najstnikov odgovorilo, da se zaradi družbenih medijev počutijo slabo. Strokovnjaki ugotavljajo, da lahko družbeni mediji negativno vplivajo na zadovoljstvo s svojim telesom. Lahko prispevajo tudi k nezdravemu načinu prehranjevanja. Jaša! Ful ste dober prispevek naredili. Ti je bil všeč? Ja, pač prej sem mislila, da sem jaz čudna, da me take stvari iz Instagrama pa TikToka preznajo, ampak v bistvu tudi drugim ni okej. Ker vsi na zunaj izgledajo super pa fajn, ampak pol, če pa kdo reče, da mu je bad, ga pa vsi čudno gledajo. A greš na malco? Ja. Okej, grem s tabo. Ej, a boste zdaj še prišli noter? Ja,